Slovenska partizanska vojska se lahko pohvali s številnimi dobrimi in priljubljenimi borci in komandanti. A samo eden je bil Franc Rozman Stane. Od 13. julija 1943 pa vse do prezgodnje smrti 7. novembra 1944. Komandant glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Generallajtant in narodni heroj. Postal in ostal je najbolj priljubljen komandant, legenda že med vojno. V teh dneh se spominjamo 70. obletnice njegove smrti, zato naj bo današnja prireditev Brigade s hribov posvečeno njegovemu spominu. Brigade s hribov so se zule kakor glas. Brigade s hribov so se zule kakor glas. Pogumnih parad, nikjer več ne zastane. Za naš pravični boj sovražniku poraz je borce dala vsaka naša vas. Na čelu se je v bojki del tovariš Stane. Na čelu se je v bojki del tovariš Stane. Je že nasilnik na telesu našem stal. Je že nasilnik na telesu našem stal. Globoko nade vse, bile so zakopane. Tedaj slovenski rod bujen je puntu stal in so mladino v novo vojsko zbral. Pognal nas Bog, se z nami je tovariš Stane. Pognal nas Bog, se z nami je tovariš Stane. Zastave vojne očastite mu spomin. Zastave vojne očastite mu spomin. Potem zvihajte v boj z armado do Ljubljane in ves slovenski rod hvaležno pozdravi. Junakov slavnih naj spomin časti. Od zmag do zmag na svoji je tovariš Stane. Od zmag do zmag na svoji je tovariš Stane. Komandant Stane je na vsakega borca naredil izjemen vtis, tako tudi na prvoborca, partizana Franca Severja Franto. Danes je med nami, da nam v Stanetov spomin spregovori. Dragi prijatelji, bi se rad vam zahvalil za tako plemenito ohranjanje spomina na naš narodno-osvobodilni boj. Še posebno pa ohranjanje spomina na našega velikega Slovenca, kot človeka, plemenitega človeka, kot rojenega, nadarjenega poveljnika, stratega in nenazadnje neomajnega domoljuba in patriota. Ponosen sem, da sem bil soborc njegov, še posebno, ker sem bil skoraj 2 let kurir pri njemu med 3. bataljonom in Stanetom Rozmanom. Zato bi danes ne kot ta konvencionalni govor držal, temveč bi povedal neke spomine v tem delovanju Staneta Rozmana za časa narodno-osvobodilne borbe.
5. januarja 42. leta se je končno tudi grosupeljska moja četa uspela priključiti drugem štajerskem bataljonu, katerega je vodil Stane, Kvedr Dušan Tomaž in pa Skala, Stante Peter. Mi smo po noč prišli Vodice, to je med Turjakom in pa temne Ponikvami v Dobropolski dolini. In zjutraj tako je naš komandir Dolfe Jakl v svetli, čisti oficirski jugoslovanski obleki nas postrojil in hotel predati raport komandi bataljona. In 10 metrov pred nam so stali en pol metra visok, višji od tega malega v sredini in z desne strani 20 centimetrov tudi višji od tega malega stvari. Vsi smo mislili, da bo raport prodal tem te velikmu. To je bil Skala, ne. Nego, naš komandir je šel lepo, pa je predal raport Stanetu Rozmanu. Takrat sem ga prvič videl in prvič videl. In vam odkrito povem, da smo bili kar malo skrbeh, kako bo ta mali človek, ne, vodil nas v narodnostni borbi. In ta mali človek je potem postal največji Slovenc. No, drug dan zvečer je vodstvo odločilo, da bomo napadli Turjak. V Turjaku so bili pa dve postojanke, karabinerji pa financarji. No, in kjer so tele terenski delavci iz Rašice, Turjaka in pa Velikih Lipen, so se ustrašili, pa niso prišli na javko, smo sami šli in smo iskali, kje so te postojanke. In tako je komisar grosupeljske čete na vrata trkal karabinerju odprto vrata, pa ga je ubil, pa še spremljevalca. In na drugem koncu hiše je pa padel pa komandir. Tako da je bila velika tragedija. Ne po krivici Staneta, nego temveč po krivici komandira grosupeljske čete. Na to smo se premaknili in Stane je to odlično ocenil v novo taborišče prezimovati med 41-42 letom na Pogled. Izbral je ta taborišče, kjer smo blizu Ljubljane, blizu vodstva, blizu vira prehrane, blizu vira opreme in, kar je najbolj važno, mobilizacijo novih borcev v našo enoto. V tej enoti, mislim, ni bilo samo taborišče, tam je bil meter snega, ko smo prišli, ti sneg smo stran očistili, smrekove veje, zmrznjene smo dali na zemljo, šatorsko krilo in tako zaspali in tako, mislim, živeli v tem taborišču. Mislim pa, da je bilo to glavno, to taborišče je bila kovačnica kadrov. In že takrat je Stane in Kvedr, seveda, tudi z njim, sta občutila, da vsi ti borci, ki smo bili takrat prostovoljci tam, da bomo prevzemali v našem narodnostnem boju tudi težke naloge. In tako so nas vzgajali. Zvečer pa, ko je ta pouk prenehal, smo pa sedeli ob ognju, partizanskem ognju, velikem. Tam vsaka četa je imela svoj ogenj in bataljon svojega. In tam smo poslušali neverjetno te starejše partizane, starejše ljudi, kot so bili Marok, Kolman, ki je bil tale v francoski legiji, borci je k nam prišel, potem Kvedra Dušana, Stanteta Petra, ki je bil še v Čebinah pred vojno, član centralnega komiteta Slovenske partije, in pa Staneta. Takrat sem Staneta slišal, mislim prvič in zadnjič, da je mu malo čez 5 minut dolg govor oziroma predstavitev. Povedal, kak je bil še otrok, kak je bil pastirček, kako je zavidel in kako je želel, da bi do konjev prišel. Konje so pa imeli gospodar pa hlapci. In potem prav sem se povezal s hlapcem, pa me pustil v štalo konju, pa sem ga čistil konje in tako dalje in potem je dal tudi konja za jahati. In končal je takrat na Pogledu, to je bilo 8. 9. januarja 42. leta, ko bo konc vojne, si bom kupil prvo konja. In tako je potem ta
ta naš tabor živ na pogledu, 2,5 meseca. Napadli so nas potem Italijani iz Lipoglava in pod Lipoglava. Cel popoldne je vodil Stane odlično boj, odlično, bili so tudi Juriši gor, ali je bilo odlično. In organizirano potem bataljon umaknil iz Pogleda preko tunelov Šmarje Sap na Kremenjak, tu je zraven Muljave. Po nekaj 2 meseca, mislim, tisti čuveni spomladi 42. leta, je naša enota bataljona rasla preko 300 ljudi. In tako je Stane pa Kvedr Dušan kot španski borci iz izkušenj, verjetno še tam, so ustanovili prvo slovensko brigado. To je bila 3. brigada v Jugoslaviji. No in ta brigada je funkcionirala, mislim, okrog mesec dni. Brigado so ustanovila in organizirala zaradi tega, ker se je morala premestiti na Štajersko, ker je bila namenjena na preboj na Štajersko, pomoč štajerskega naroda in na okupiranem nemškem ozemlju. No, čez mesec dni je bila reorganizacija partizanskih enot v Sloveniji in so se namesto brigad ustanovile grupe odredov. In tako je postala naša brigada potem druga grupa odredov. No, naprej. Stane je potem smo poskušali, oziroma pod vodstvom Staneta poskušal 550 ljudi je nas bilo, da se prebijemo maja meseca 42. leta preko Janč, pod Jančami, tu je Grm, na Litijski most, zavzamemo z Jurišem Litijski most in se brigada prebije na Štajersko. Tam je bil en gestapovec pri eni punci tam, mi smo šli po noč mimo in je točen preštel. Koliko je bilo konj, koliko partizanov in jasna stvar smo bili izdani in pa ta presenečenje odpadlo. In potem smo se 3 dni, 3 noči in 2 dni borili okrog Janč, se nazaj zopet Stanetu organiziral umik 4 bataljonov preko dol, čez italijansko mejo, nazaj na Polico, na Muljavo in potem hmalo, enih 20 dni potem je pa prišel do Muljavske bitke. Zopet organiziral tako bitko, da je trajala 5 dni. 3500 Italijanov, tam je en puljkovnik tudi padel italijanski, je napadal nas in manevr, bolj diverzantski manevr kot obrambena fronta, je zadržal te Italijane, tako da se niso mogli prebiti, da so mogli dobiti pomoč od Isonso divizije iz Novega mesta in Grosuplje, da so se prebili iz tega našega Zasjet in Jurišev in so se umaknili potem na Dolenjsko. No, potem je tamle v juliju mesecu, mislim, da je bilo, je stvar dozorela, brigada je bila dobro opremljena, oborožena, železničarji iz Ljubljane so nam z vagoni hrano pripeljali, konzerve in tako dalje za rezervo, zlato rezervo in brigada je krenila preko Notranjske, Dolomitov, Gorenjske na Štajersko. Z nalogo, da se prebije v škofjeloško področje, da skupaj s prvo grupo odredov Gorenjske zavzame in oslobodi Poljansko in Sevško dolino z Mladim vrhom, Starim vrhom, Blegošem, Poljanami in tako naprej in s tem, da pritegne čim več novincev iz teh revirjev, industrijskih revirjev Jesenic in Kranja. Ukaz, ki ga je dobila druga grupa odredov, v ukazu je bilo noter povedano, da je kopijo tega ukaza dobila tudi prva grupa na Gorenjskem in da bo ta grupa mora pripraviti nam hrano, potem kurirje in pa plan zasedbe, nemških zasedb v okupaciji, da bi potem se odločili skupaj za to akcijo. In kaj se je dogodilo?
ko smo se mi prebili potem čez tele Polhograjške Dolomite na Gorenjsko, smo čakali tam na Gabrški gori 2 dni. Nemci so odkrili nas, jasno, nas obkolili in čakali, ni bilo nobenega kurirja, nobene hrane, nobene javke, tako da smo bili precej izgubljeni. No, Stane Rozman je v tistem času poslal en bataljon pod komando Franca Poglajna Krajnca z nalogo, da napadi Lučine, mislim, se imenuje tam nad Poljanami. No, istočasno, ko so nas Nemci napadli na Gabrške gore. In potem je prišlo do bitke, zjutraj smo se prebili in tukaj je prišlo do razbitja druge grupe odredov. 2 bataljona sta se vrnila nazaj na Dolenjsko, ostalo so potem 3 grupe, tu je bil Krajnčev bataljon, ki se je potem preko Obirja v Avstriji prebil na Štajersko, Simonov bataljon, s katerim je šel tudi štab te grupe odredov, ki se je podil pod Krvavcem, in moja Aleksandrova grupa, ki se je prebijala tudi tu pod Krvavcem in potem na Dobrovlje. Še pred tem, preskačem malo, smo se po Krimu stavili v taborišču in terenci so nam pripeljali 12 naših fantov, ki so dezertirali, oziroma razbita je bila četa, od tega Nemazovca Ristota, pa Bogogorjan, mislim, da je bil komisar, je bil Vojte komisar te čete, in so prebegnili nazaj čez Savo in te terenci so jih nam pripeljali gor. Takrat smo pa že imeli v drugi grupi odredov sodišče. So bili Stante, Kveder, Rozman, pa en pravnik je bil. No in tam v šatoru mi smo čakali, kaj bo, in smo zaslišali partizani, da so na smrt obsojeni, vseh 12, ker takrat je veljala še vedno dezertacija smrt ali pa kraja. No in potem so nas postrojili tam, tale Skala je prečital ukaz in sledeči ukaz je bil. Prvo, sodišče je dezerterje obsodilo na smrt. Ali, ker so prvoborci, ker so se dobro borili za sodejstvo, da jih kaznujemo z kazenskim odredom, ki bodo morali povsod v izvidnice, na vse juriše, na bunkerje, na preboje in tako dalje. In zamislite usoda, kakšna je. Vsi ti so živi in neranjeni prišli na Dobrovlje. Vsi so bili res dobri borci. No in tam so potem, je tole, ta sodišče jih je razveljavilo ta svoj odlok in so bili te fantje potem razporejeni po enotah. No, Gorenjske nismo osvobodili, smo se prebili na Dobrovlje. Na Dobrovljah je pa spet ena, mislim, da je Stanetova bila to najbolj vsebinska odločitev. Vse čete na Štajerskem, na okupiranem nemškem ozemlju je poklical na Dobrovlje, poklical tudi bataljon, prvi bataljon Silosov, kateri je operiral gor, edini na Štajerskem, in od teh enot napravil razpored in to. Odred, partizanski odred na Pohorje, drugi odred Kamniško-Zasavski v Kamniško-Zasavskem rajonu, bataljon v Savinjsko dolino, bataljon na Kozjansko in četa na Koroško. In ta postavka vojaška je veljala do konca vojne. S tem, da niso bili samo čete po bataljoni, so brigade bile in tako naprej na teh mestih. In ta mreža je potem funkcionirala skozi. Rekli so mi 6 minut, zdaj sem pa že prekrtačil. Še nekaj. Čez mesec dni, mislim, da je bil čez mesec dni, takrat se je imenovala še vedno druga grupa odredov. Potem je januarja spremenila se samo naziv, se je spremenil v 4. operativno cono. Je Stane Rozman za svojim štabom poklical Kamniško-Zasavski bataljon, Savinjski bataljon, mislim, Kozjanska četa, da je bilo, na Dobrovlje, z ciljem
da gremo v napad eno postojanko, mislim, da je bil Letuš, da tam razorožimo Vermane in da pridemo do orožja. Stane je s svojim štabom prišel na Dobrovlje in tako je bila ena jasa, ki tale malo več, kot tale dvorana tukaj. In so prišli fantje noter, zvečer, po noč, so se ulegli pod deke, pod koce in zaspali. Po noč, zjutraj, 1 uro pred svitanjem, pred dnevom je pa Kranjčev bataljon, Poglajenov bataljon, iz Zasavja smo prišli, pa grebin, mogoče 150 metrov od te jase dol. In legli, obuti, oblečeni, z orožjem, na hrbtniku glava in mogoče 1 uro, ko smo ležali, jaz sem bil takrat mitraljezec. 1 uro smo ležali tam, mogoče začeli pokati. Kaj je, Poglajen je dal takoj nalogo, juriš, in je bilo, smo juriša dol proti temu. Noter je pa bil, Stane je bil pa neverjetno, tle bil pa naiven mal. Je vsem Rusi verjel, da so vsi pošteni boljševiki, ne. In je bil tam na straži Rus, ki je en Rus prišel iz enega taborišča in ta Rus je potem preživel, ne, Stane je pa revež nastradal s tistim par topom dol. No, in noč so prišli iz Vranskega policisti, SS-ovci, in not na 10 metrov začeli streljati po ležečem štabu, tele druge grupe odredov. In kaj se je dogodilo? Stane Rozman v roke ranjen, tukaj ranjen, z levo strani Jug, komisar druge grupe odredov padel, Slavka, tale Šlandrova, sestra od Mice Šlandrove, pa Šlandra, no, brata njihovega, je tudi padla noter. In tam, da je malo grdo reči, tu je Stante Peter napisal knjigo, Stane Rozman, ne jaz, sem jaz mitraljez postavil na tale eno, kako se imenuje, odžagane smreko in z mitraljezom oba SS-ovca Stolojski iz torbe vlekla razne dokumente, podaril. Smo jurišan dol, Stane iz parabelo streljal z desne strani, tudi tako, da so potem ti policisti pobegnili. In kaj se je dogodilo? Takrat smo Staneta videli tudi kot človeka. Prišel je, v roke parabelo nosil in vpol. Lojska, Lojska, Lojska. Ki je prišel do nje, je padel na kolena, dvignil glavo v roke in solze so mu kapale dol po Lojski. Jokov. Stali smo okoli njega borci v tej strahotni in ponovadi, veste, kako je, če komandant tako pokaže se v vojski, da je švoh, da je tak in tak dalje, mu ponovadi vojska zameri, tle pa noben. Vsi smo z njim preživljali ta dogodek, se je dogodil na Milinu. No in potem smo mi Staneta, da skrajšam, poslali in omogočili čez mejo v bolnico. In takrat se je v slovenski narodnoosvobodilni borbi struktura zelo spremenila. Ki je prišel iz bolnice, je na Kardeljevo inicijativo prvič postavljen za komandanta Slovenske vojske in partizanskih odredov vojak, ne politik, vojak, čisti vojak. In Stane je bil čisti vojak. On je bil nikdar član centralnega komiteta in takrat se je tudi struktura v naši vojski menjala. Ta čudoviti človek, ga poznam 3 stvari. Še eno stvar moram povedati. Na Gorenjskem, takrat, ko sem prej omenil, da je prva tale grupa odredov dobila kopijo ukaza za preboj druge grupe odredov gor preko Gorenjske na Štajerskom, je potem prišel na Mladem vrhu Gregorčič, komandant prve grupe odredov, za svojim pomočnikom komisarja Žagarjem, in tam so bili pod zraven Mladega vrha, hladovina je bila, so se usedli na hladovino, mi kuriri smo tam za enim grmom na njih ležali dol na tistih šatorskih krilih, kar naenkrat smo začeli slišali, kako se Stane vpije, prav dere, pogledamo in Stane, še cigareto v ustih seveda, to je normalno bilo,
hodil, Gregorčič pa Žagarji so na hlodih sedeli, Gorenci za Triglavkami, takrat smo prvi Triglavke videli, tudi tam pri njih, no, Stane pa gor, ti španski borc, pa kaj si napravil, razbil si mi grupo odredov, ne moramo izvršiti ukaza glavnega poveljstva glede osloboditve te doline in tako dalje. Vse mogoče mi je naštel. Žagar, pomočnik komisarja, pa tiste koverte, imel en paket, pa tiste koverte gleda in najde papir, pa da Gregorčiču. Gregorčič pogleda, pa prav, kaj ti mene obtožuješ, evo ga naredba. Zdajle si me dobil v roke, pojma nisem imel. Stane pa mislil, da je Gregorčič že prejmel, pa da ni priprav. Tako da ni bila to niti Stanetova, niti Gregorčičeva odgovornost. Nažalost, sta potem Gregorčič je padel v avgustu 42 leta, Stane Rozman pa 43 leta. Se nista nikoli več srečala, oba sta bila španska borca, zelo v redu borca. In na koncu, mislim, da slovenska zgodovina ni napisala do sedaj, da bi v Sloveniji imeli mi Slovenci svojega komandanta, svojo vojsko, ki se je borila za svoj narod, za svoj obstoj, za svoj ponos in dostojanstvo, kot je bil to Stane Rozman. Mislim, da se ne varam. In ob vsem tem je bil velik človek, predmenit človek in ko njemu pa tako rad, da časa druge svetovne vojne, smo bili večkrat z njim, ne? Da ne govorim, da je vseh borcev 550 po imenu klicev. Ne? Da ne govorim, ko smo prišli z akcije, on je prvo vprašal, ste se vsi vrnili. Dušan Kveder pa, kako ste jih pobili. No, vidite, tak karakterne osobine ljudi, čeprav je bil tudi Dušan zelo korajžen, da ne govorimo o inteligenciji. No, in Stane Rozman je imel tudi džipe, so imeli tam, pa motorje so Englezi pripeljali. On je obiskoval svoje enote, svoje sestanke vedno na konju v vojni, v našem narodoslovnem vojnu. Zato mislim, da je dolg slovenskega naroda do tega velikana, da mu kupi tisto, kar sem prej rekel, kupil si bom konja, ko bo konc vojne, da mu kupimo konja bronastega, da ga postavimo v Ljubljani na pediestal, tam, kar treba, in gor na njega Staneta Rozmana. Ta človek je to zaslužil in dolg slovenskega naroda je, da to napravimo. Tudi s skladom Franca Rozmana, Staneta pri Zvezi borcev in vseh ostalih občanov. Tukaj se mi vam zapovedal. Franc Rozman se je takoj, ko je izbruhnila v Španiji državljanska vojna, odločil, da gre tja. Bil je med prvimi prostovoljci, ki so odšli v Španijo. V republikansko vojsko je vstopil 1. oktobra leta 1936 kot František Rozman. Postal je poročnik, komandant čete, kapetan in komandant bataljona. V vrstah republikanske vojske je deloval do zadnjih bojev za obrambo Barcelone.
alla cárcel yo vino a ver a los comunistas que los han venido presos de este gobierno fascista, que los han venido presos de este gobierno fascista. Viva la Asturias la roja, viva la niña bonita, viva la que te enamores con un joven comunista, viva la que te enamores con un joven falangista. Tujci pohlepni, k nam so navalili in razdejali nam naš rodni krov. Mi pa nismo se uklonili njih podivjani sili in smo začeli z njimi boj. Hej, tovariši, pod orožje vsi, tujec mora z naše zemlje. Čaka Korotan, Čaka Štajerska, čaka Sinje, Jadransko morje. Zdaj roke puške, mitraljes. sovrak bo čutil, kako gorak je z nami ples. Hej, brigade, hitite, razpodite, zatrite požigalce slovenskih domov. Kje so meje, pregrade za slovenske brigade? Ne za nas ni pregrad in ne mej. Po slemenih oblačnih in po grapah temačnih, vse od zmage do zmage naprej. Vse povsod, z gora, z gozdov, z porušenih domov in grobov kriči. Zaupajte, tovariši, verujte, v jeseni tej ni hrepenenje kalna voda. Kot divji, hrzajoči konj, prišla bo k nam svoboda. Stane je imel za seboj izkušnje španske državljanske vojne. Doma pa je bil na vodilnih vojaških položajih od leta 1942 dalje, ko so se začele ustanavljati slovenske partizanske brigade. Med drugim je bil komandant zelo pomembne enote, prve slovenske brigade, bolj znane pod imenom Druga grupa odredov.
S svojimi enotami je bil komandant Stane povezan na življenje in smrt. Zmage in porazi so ga gradili v legendarnega komandanta. Do soborcev partizanov je imel neverjetno spoštljiv odnos. Njegova izjava o borcih je edinstven dokaz vere in spoštovanja do svojih podrejenih. Rekel je: borci mojega bataljona niso samo nezamenljivi, temveč so samo nenadomestljivi. Njegove osebne lastnosti, neposrednost, tovarištvo, umirjenost, iniciativnost in zavzetost ter osebna skromnost so bile razlog, da je Stane na splošno veljal za ljudskega komandanta, ki je bil med partizani zelo priljubljen. Za novi pesem borbi zmage preko gmaj in gora, za novi pesem divizije 14. v svet. Ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Brančiča, po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Ko domovina vstane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Zavezniki so začeli pošiljati v Belo krajino večje količine materijala, kar spadali. Stane je večkrat prisostvoval preizkušanju novega orožja. Partizani so si veliko obetali od zavezniških pošiljk sodobnega orožja. O tragičnem preizkušanju minometa, pri katerem je bil smrtno ranjen komandant Stane, pa nam je povedal udeleženec preizkušanja, tudi sam ranjen, generalmajor Lado Ambrožič Novljan. Da bi to stvar razumeli, je pomembno najprej povedati, da je Stane imel sijajne povezave z političnim vodstvom. On je bil toliko pameten človek, da se je šel posvetovati z vsemi, ki je bilo potrebno, da bi tele bilo kakšen konflikt tak, da bi stvar speljal v neke usmrtitve ali v neke atentate in tako naprej, ne prihaja v poštev. To, kar se govori o tej stvari, je pač namenoma vržena parola, da bi neprestano vrtala in razdirala tisto svetlo podobo tega človeka v osvobodilnem boju in pa seveda osvobodilni boj v splošno. To je prihajalo od kolaboracionalistov večinoma, od ljudi, ki se niso strinjali, da to neprestano na novo zburkajo. Nobenih težav ni bilo, nikogar ni bilo, da bi to naredil. Nihče ni mogel biti, da bi vplival ali pa da pripravil kakršenkoli atentat, ker stvar je bila čisto enostavno tako povedano. Angleži so za svoje desantne enote, to se pravi enote, ki so jih metali z letalstvom večinoma za nemško fronto, gledali, da so imeli tako lahko orožje, da so ga čim več lahko prepeljali z letali. Zato so oni naredili
posebne sorte minomet, ki bi silno lahko, ki tako enostavno, da ga je bilo vesele pogledati. Mi smo imeli jurišne bataljone in nam je manjkalo to orožje. In ko je Stane prinesel enkrat v torbi letališča, kjer so tistega dne nametali ogromno orožja, zavezniki, je našel med njimi tak minomet, ki smo ga mi rabili. In ga me je pokazal in sva bila strašno vesela in zadovoljna. Sva rekla, vidiš, problem je rešen, ker sva videla skupaj razpravljala in preizkušala orožje za te jurišne bataljone naše in tako naprej, ali pa za našo vojsko splošno. Tako da smo poznali oborožitev in je šlo to skozi naše roke. Ko je to prinesel, sem rekel, imenitna zadeva, in sem rekel drugi dan zjutraj, pojmo poizkusiti to, da vidimo, koga pa je to za nas stvar. Jaz sem še tekel, skočil pravzaprav v barako, kjer je bil Kidič, ki je bil takrat politični komisar, pa me niso pustili, no, da so rekli, Kidič je prejšnjo noč dolgo čuk, ker so imeli sestanke, ne bo šel, oziroma je rekel, da ne gre, Kidič ni hotel iti. Takrat smo šli, ena skupina ljudi, borcev je prišla, šli smo ven iz našega ozemlja, glavnega štaba, kakšne 300 metrov, postavili v eni vdolbini, ene pol metra globoko, jarko minomet. Postavili smo zraven za strelce kar naše spremljevalce, so bili bistri ljudje, jim povedali, kako in kaj to funkcionira, in prva lina je odletela, Kanada. On je sprožil, pomeril je, nekje na polju je bil kup kamna, rekel, to je cilj, in je 100% zadev to. Potem je vzel drugo mino, v vsaki tubi so bile 3 mine. In drugo tubo, to je bila pa mina, ki je nakazovala z dimom. To je bila pa tuba, mina, ki je bila namenjena prikazati topništvu, ki je cilj, ne, z dimom. To je zadetek tudi upolno bil. Pa že Stane rekel, ja, zdaj pa gremo, ampak se nekako pa boš tole mino se bo valala, tam okoli bo še do nesreče prišlo. Izpraznimo to. So vrli še to tretjo in ta je eksplodirala v minometu. Neznanska sila je Novjana zavrtela v zraku in ga vrgla v tla. Stane se je zagrabil za trebuh in zastokal kot človek, ki dobi udarec v želodec. Padel je v znak. Nastala je smrtna tišina. Kmalu so partizani tiho dvignili Staneta, ga odnesli ter z avtom pripeljali v civilno bolnišnico v Kanižarico. Tonček in Jug, njegova spremljevalca, sta bila mrtva. 3 hudo ranjeni. Tudi komandant Novjan in komandant Stane, ki ni imel velike možnosti za preživetje. Torej, ni bilo govora o kakšnem sabotaži, atentatu ali pa kaj takega.
Stane je ležal v sobi z drugimi bolniki na železni posteli s slamarico. Skrb zanj pa je prevzel doktor Novak. Ko se je komandant prebudil iz narkoze, je vedno tiše ponavljal, da ga zapuščajo moči. Nato pa je popoldne umrl v zdravnikovem naročju. Prizor je bil pretresljiv. Prava partizanska pieta. Doktor Zora Konjajev. Ko bomo doma šel zelo nebežimi, kruha ženega. Ko bomo doma šel, roko ne stiskaj mi, križa lesenega. Ko bomo doma šel, čašo ne toči mi, vina šumečega, ko bomo doma šel. Solzo ne moči mi, nagelj rdečega. Ko bomo doma šel, jaz sem pogled naj bo nočem pokornega. Ko bomo doma šel, dušo krili samo smeha upornega, smeha upornega. Nenadoma v beli snežni metež do nas dahnila težka vest je, da mrtev si, da ni te več med nami. Zdrhteli smo, a dvignili smo pest, ne jočemo, ne znamo več jokati. Borbi tej, kjer ti si prvi bil se in nas učil se z vragi vojskovati. Vsa bolj, ves jok se v ogenj je izlil. Tovariš Stane, ogenj, ki za neki k uporu v srcih naših si gati, požar mogočen se je razplamenil, prisego dviga se milijon pesti. Naprej gremo, naprej do končne zmage. Ti si svetlo začrtal našo pot in na pohod juriš jih na vrage, tvoj duh bo z nami Stane, vse povsod. Karol Pahor je v pismu uredniku Slovenskega poročevalca Dušanu Moravcu takole opisal ta tragični dan. Ob Stanetovi smrti so bili pevci še toliko bolj žalostni, saj se je priljubljeni komandant mnogokrat oglasil pri njih in zelo rad prisluhnil njihovemu pripevanju. Želiš, da ti nekaj napišem o 50. nastopu našega zbora? Nerad se spominjam tega jubileja. Turoben dan. Oblaki so viseli nizko nad veličastnim sprevodom, ki se je nemo premikal ob zvokih žalostink. Zborom sem korakal pred 3 krstami. Ven je spal svoj poslednji san naš nepozabni komandant Stane. Globoko upognjenih glav so stopali moji nekdaj tako strumni borci. Le za trenutek sem se zazrl v njih obraze. Poteze na njih so bile še ostreje zarisane, oči solzne.
Umaknem se svoj pogled, da ne bi zapadel v isto stanje, kajti bolj kakor kdajkoli prej je veljalo zdaj zbrati vso energijo. Še enkrat sem se ozrl na tiste moje pevce, ki jim je bil Stane še pred 3 leti komandant v štajerski grupi. Morda so v sebi obujali spomine na svojega takratnega komandanta v raztrganem plašču z lovskim klobukom na glavi, ki jih je bodril z njemu lastno energijo ter jih vodil prve juriše. Težke misli, zatopljeni smo zavzeli svoj prostor, da izkažemo nepozabnemu komandantu naš zadnji pozdrav. Grla so bila stisnjena, glave sklonjene, oči solzne. Oster pogled, opozorilo na veliko dolžnost je pevce prebudil iz bolestnega razmišljanja. Spet so pred menoj stali nekdani borci, zravnani, nič več solzni. Njih pesti so se skrčile, kajti v trenutku se je vsakdo zavedal, da gre za poslednje slovo in da mora biti najdostojnejše. Odjeknili so akordi ruske žalostinke, kakor še nikoli doslej. Kakor so nekoč na ukaz svojega slavnega komandanta zgrabili za puške, tako so zdaj ob svojem 50. nastopu tej žalostinki izrazili v najpopolnejši obliki svojemu oboževanemu komandantu svoj zadnji pozdrav, svojo zadnjo zahvalo. To je bil 50. jubilejni nastop invalidskega pevskega zbora. Zastave bojne počastite mu spomin. Potem zvihrajte v boj z armado do Ljubljane in ves slovenski rod hvaležno pozne dni junakov slavnih naj spomin časti. Od zmag do zmag nas vodil je tovariš Stane. Slovenci krebeli, ne stopimo v korak, da osvobodimo svoj domači prah. Čez gore, čez joja, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si že ti. Čez gore, čez joja, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si že ti. Mladeniči, mladinke, si starci in ženi, za svobodo našo, si naj se bori. Čez gore, čez joja, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si že ti. Čez gore, čez joja, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si že ti. Svoboda res je zlata, svoboda nam je vse, zanjo če bo treba, vsakdo naj umre. Čez gore, čez joja, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si že ti. Veliko se je govorilo o njem. Vsakdo, ki je pripovedoval o njem, je o njem pripovedoval s spoštovanjem in zadovoljstvom, da je bil kdaj skupaj z njim ali pa da je kaj slišal o njem. Že to dokazuje, da je bil Stane človek, ki je vplival na svoje okolje. Pa ne z besedo, ker zgovoren ni bil, vendar s svojo osebnostjo in pojavo. In to je ta imenitna zadeva, ki nam prikaže, da Stane ni bil navaden soldat, ampak je bil visoka osebnost,
ki je vplivala na razvoj osvobodilnega gibanja na Slovenskem. Borci so v njem videli svojega človeka, so ga tikali, nikoli se ni postavljal pred ljudmi, da je kaj več. Stanetova volja je prodirala v srce, vendar je bil poveljnik, organizator boja. Prav v partizanskem boju se je v celoti uveljavila njegova vojaška nadarjenost. Ni bil birokrat. Naravna inteligentnost mu je omogočila umetnost poveljevanja. Hkrati z delovanjem v času narodno-osvobodilnega boja so rasle tudi njegove poveljniške sposobnosti. Vse do komandanta glavnega štaba. Postal in ostal je najbolj priljubljen komandant. Legenda že med vojno. Domovina naša je svobodna, prosto diha spet slovenski rod. Bliska gora in dolina rodna, soncu sveti se pred nami pot. Širna polja smo zorali, prepojili jih s krvjo. Dobro seme smo sejali, bojevali se srčno. Mi ponosni smo čuvali naše svobodne rasti. Brez plevela v Novi Zari se ne žlahtno najkali. Vrag že išče, da bi mladosetel s trupom podlosti laži duši. Nikdar več in našo zakožitev, sami bomo želi svojih dni. Širna polja smo zorali, prepojili jih s krvjo. Dobro seme smo sejali, bojevali se srčno. Mi ponosni smo čuvali naše svobodne rasti. Brez plevela v Novi Zari se ne žlahtno najkali. Brez plevela v Novi Zari se ne žlahtno najkali. O slovenska zemlja sveta, mi te ljubimo s strastjo. Nikdar več ne boš nam vzeta, ker si kupljena s krvjo. Tu, v odrešeni deželi, bo nov zarod, živ in mlad, spolnil to, kar smo začeli in užival žrtev sad. A čim večja v nas bo sila, bo tem prej vsak jarem strt, bo tem prej se spremenila domovina v sončni vrt. Zme
Sleherni spomin. Tudi današnji naj osvetljuje vlogo takšnih dogodkov v slovenski zgodovini, kakor tudi takšnih velikih osebnosti v našem narodno-osvobodilnem boju, kakršen je bil komandant Stane. Hkrati pa naj daje odgovor tudi na vprašanje, zakaj moramo biti vedno bolj ponosni na vrednote tega boja in zakaj ta naš odločni boj za narodov obstoj zasluži spoštovanje in upoštevanje tudi današnjih in prihodnjih rodov Slovenk in Slovencev. Spoštovani obiskovalci, v imenu vseh nastopajočih se vam najlepše zahvaljujem za vaš obisk. Obenem pa bi vas radi popeljali še do zadnjega dejanja, posaditve belokranjske breze v parku krajevne skupnosti Pirniče v znak počastitve spomina na komandanta Staneta. Žal, bomo presaditev preložili, ko bo lepše, sončno vreme. Lepo vabljeni in še enkrat hvala. Hej, brigade, vidite,